smo za šankom ponovadi zelo hitri, ne? Pa vsi znamo najbolj voziti, ne? Ko pridemo pa na cesto, je pa dostikrat situacija popolnoma druga. Tako nekako se me je dotaknilo to, kar smo danes počeli, da se mi zdi, da bom telefonirala izven avta. Ne bom več v avtu klicarila okrog. Jaz na dvorišču ne moram avto premakniti, če nisem prevezana. Toliko sem navajena avtomatsko, tista rutina. Ne dosegam velikih končnih hitrosti, ne vozim 200 na uro, ampak če nekdo pred mano mečka, pa zgubim živc. Tokratno delavnico smo v sodelovanju s Škodo namenili nežnejšemu spolu, rdečo nit dogajanja pa spletli okrog vsakodnevnih stresnih vozniških situacij. Dekleta, mame pa tudi babice smo soočili z zaviranjem v sili, varnim prevozom otrok, negativnimi stranskimi učinki vožnje v visokih petah in tudi s tem, da imajo tako opevane več opravilne sposobnosti zelo jasne meje. Da, celo pri ženskah. O tem ter o stresu kot bolečini je spregovoril specialist klinične psihologije dr. Tristan Rigler. Ta je za naše udeleženke pripravil zelo zanimiv in predvsem drugačen pogled na to, kaj je stres in kako se nanj odzivamo. Da poleg kričečih najmlajših na zadnji klopi in občasno vsevednih partnerjih na sovozniškem sedežu levji delež k stresni izkušnji za volanom prispevajo predvsem soudeleženci v prometu, pa si je bila enotna večina. Me nervira to, da mi nekdo komandira, kako naj jaz vozim. Dej, zdaj poglej, frejmaš cesto, zavike, lej, jaz vozim, jaz sem voznica, bom. Otroci pravijo, da preveč divjam, mož pa pravi, da zakaj njemu težim, da hitro vozi, če jaz tudi. Sem enkrat očeta kar pustila, rekla, če ti kaj ni všeč, greš lahko. Se jim zdim dosti impulziven voznik in se včasih lahko tudi malo ustrašijo. Sploh ne komentira več, zdaj imajo v bupu. Ali sem se pa jaz naučila tako dobro voziti? Se pogosto pustite sprovocirati ali ostanete mirna, hladna kot šprica? Imam pokvarjeno hrupo, tako da sem čist mirna. Kaj pa vas najbolj v živce spravi pri soudeležencih v prometu? Če ne spoštujejo pravil. In to v tem smislu, da se recimo voz po prehitevalnem pasu, ki nobenega ne prehiteva. Joj, nepozornost. Tista njihova nepozornost, ki so tako nepredvidljivi, ki govorijo po telefonu, pa nič ne vejo, ker ne veš, kaj bojo naredili. Izsiljevanje in prehitevanje po odstavnih pasovih, take stvari me zelo zmotijo. Ko sem začela voziti živčen, ampak potem skozi čas, ko se navadiš voziti, veš, kako odreagirati na situacije, se mi zdi kilometrina prinese svoje, tako da ne pokažem sredince. Mene pa moti to, da se nekateri pri omejitvah držijo pod omejitvijo, tistih 30 km namesto 90, 70, 60 in potem to povzroča zastoje, jezo in to je tudi stres. Jaz mislim, da se ljudi ne nauči voziti, nauči se jih samo upravljati z vozilom, ne nauči se jih pa voziti. Kaj pa nasplošno mislite, da so moški boljši vozniki? Ja. Ne. Točno parkiranje na splošno, je to zate bav? Ja, na nek način res. Tega ne uporabljam pogosto in se v bistvu še v tistih situacijah, kadar bi lahko parkirala bočno, temu izognem. Mene niso nikoli avto priučili bočno parkirati. Ne? Nikoli. Kako pa to? Ja, ne vem. To je zanimivo. Točno parkiranje bav ali ne? Ne. Ja. Volan spuste. Ne tako. Dio. Zanimivo je bilo tole parkiranje, no? Čeprav je malo hudo je volan spustiti. Zelo mi je všeč, da obstaja avto, ki sam bočno parkira. Je bolj enostaven, zakaj bi mogli vse sami, ne? Če gre tehnika toliko naprej povsod, ne gre pa še tukaj. Na dobro počutje za volanom pa seveda vpliva tudi arhitekturna zasnova avtomobila. Pomembna je tudi velikost in dostopnost prtljažnega prostora, kjer pa smo si odkrito priznali, da premalo pozornosti namenjamo pravilnemu prevozu tovora. Saj tudi zavedanje, da se tam zadaj razlije jogurt, lahko za volan prinese stres. Brezskrbno odložene hčerkine drsalke ali pa na primer na vrh polnega prtljažnika odvrženi pancerji pa že lahko pomenijo ločnico med življenjem in smrtjo.
Kot največjo prednost družinskega avtomobila pa so naše voznice izpostavile Isofix sidrišče spredaj, na sovoznikovem sedežu. Očesni kontakt, čeprav še tako bežen in skromen, pomirja, tako starša kot malčka. Poudarili pa smo tudi, da se mora prometna vzgoja začeti že zelo zgodaj in kako pomembno je že samo vstopanje in izstopanje otrok iz avtomobila. Starš mora tudi s svojim telesom zaščititi otroka, da ta nikoli nekontrolirano ne zapusti potniškega prostora. Ključno pa je, da s svojim obnašanjem otroku vsakič znova pošljemo sporočilo, da okolica vozila ni igrišče. Seveda pa so na tem mestu dame že same izpostavile tudi pomembnost pravilne uporabe otroških sedežev. Zato so z velikim zanimanjem spremljale s praktičnim prikazom podprto razlago Bojana Oblak, strokovnjaka z področja izbire in pravilne uporabe otroških sedežev. Večina staršev to premalo trdno zategne. In tukaj starši naredijo dve napaki. Prva je, da nočijo otroka, da ga ne bi pasovi preveč tišali. Vidite, zdaj je tukaj zelo hlapno. In kot smo rekli, telo ob nesreči gre predaleč naprej. Ko se zategva s to regulacijo, da zelo, zelo trdno potegnete v smeri tega pasu, čim bolj naprej, čim bolj trdno. Tukaj potegnete te dva pasova, ki gresta potem čez rame, takole, vidite, koliko je še prostega. In še enkrat. In to ponovite najmanj 3-krat. Da je res čim bolj trdno. Merilo, najbolj enostavno merilo je pa to, da tukaj noter praktično ne morete dati prsta. Neč se bati za otrokovo telo, tu ni nič preveč zategneno. Ključni dogodek naše tokratne delavnice pa je bilo seveda srečanje s stresom. Voznice so se losovega testa, zaviranja v sili in slaloma najprej lotile umirjeno in brez pritiskov. Potem pa je inštruktor in idejni vodja projekta Andrej Brglez izkušnjo nadgradil s stresom, s tipičnim moškim živciranjem, prošnjo po sprejetju telefonskega klica in podobnimi motečimi vložki. Resnica je bila na dlani, pravzaprav kar na asfaltu. Motenje in stres sta se jasno izrazila v napakah, nenatančnosti in med zaviranjem tudi v dodatnih prevoženih, pogosto usodnih metrih. Ko pa so si nekatera dekleta nadela še visoke petke, so se razlike pri učinkovitosti le še povečale. Rezultati na poligonu so se tako do potankosti ujemali s trditvami dr. Riglerja. Ta je poudaril znanstveno dokazana dejstva, da človeški možgani v stresnih situacijah preprosto ne zmorejo slediti vsem motečim dejavnikom, s tem pa skozi okno leti tisto najpomembneje, pravilno in pravočasno ukrepanje voznice ali voznika. Vsi vemo, da so na letalih celo narisana navodila za ravnanje v kritičnih trenutkih, ko morajo starši najprej poskrbeti zase in šele zatem za otroke. Tako je pravilno in tudi zaradi tega se človeška vrsta ohranja. Ste se kdaj vprašali, zakaj takih navodil ni v avtu in kaj bi moralo biti na njih narisano in napisano? Taka navodila bi pravzaprav morala biti v vsakem avtu in na njih bi pisalo: vožnja zahteva vso pozornost voznika. Med vožnjo voznika moti zelo veliko dejavnikov, pogosto se jih niti ne zaveda. Reševanje vseh stresnih situacij in vseh ostalih motečih elementov, ki se jih zavedamo, zahteva od voznika, da avto varno ustavi in šele na to rešuje vse ostale težave, moteče elemente in stresne situacije v avtu. In najpomembnejše, vsa voznikova pozornost mora biti vedno usmerjena samo na vožnjo. Vse, kar vozniku jemlje pozornost, mora počakati. Tako kot otrok na letalu. V našem primeru pa do varnega parkirnega mesta.